Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. No? 1. april 2026, točno 25 let po prvi oddaji Reporter Milan, mariborski dnevni satirični oddaji, ki je v tem času požela številne pozitivne reakcije, številna poslušanja, številne dogodke. Pogledali smo v zakulisje priprave te oddaje, govorili smo s Tinetom Križaničem, Dejanom Vedlinom in Matjažem Šalomunom Šalco. Stopite z nami na Toti Radio. Tine Križanič, človek številnih likov v Reporterju Milanu, s katerim si se danes prebudil. Prebudim se vedno z normalnim, ne? Pa kam pa dan nas odpelje, to pa vprašanje, ne? Skrat me odpelje na žensko stran, ampak... Ob kateri uri zveš, kateri lik oziroma kateri vse liki bodo? Ja, tik pred zdajci, ne? Tako da okoli 8:30 zvem, kaj sem spremenil danes. Se spomniš 1. aprila 2001? Spomnim, za čuda se spomnim, zato ker noben od nas ni točno vedel, kaj to bo. Pa kakšna je bila tvoja vloga v tistem trenutku? Samo tehnik sem bil. Jaz sem v bistvu samo počakal, da Šalca pa Dejan svoje posnajde, pa sem skupaj zmontiral, to je bilo to. In na kateri točki si se ti kot glas pridružil Reporterju Milanu? Ja, kar nekaj časa je trajalo, prvi je Šalca ugotovil, da se ne more sam sabo več toliko kregati, ne? Da bi jaz malo pomagal, pa je tak čisto nevsiljivo sem prišel zraven, pa se je v žensko spremenil. Uspevamo vam že 25 let dnevno satiro furat, verjetno nepredstavljivo na začetku, in kak se ti zdi zdaj še aktualno, še zanimivo tudi vam kot ustvarjalcem? Zdaj, če bi kdo takrat rekel, da bomo 25 let delali, verjetno bi rekli, če je malo nor, ne, pa da niti slučajno ne bomo tega 25 let delali, ampak je to v bistvu postalo pač način življenja naš, ne, to je pač del nas treh je in je to nekaj normalnega, pač da je Milan vsak dan, tako da je 25 let, ampak je minilo tudi kar zelo hitro, ne. Preselili ste se vmes tudi na številne odre, je bil tak preklop iz anonimnega studia oziroma anonimno iz studia na oder zahteven? Pa v bistvu smo mislili najprej, da bo to zelo lahko, pred prvo premiero smo vsi hoteli dati odpoved, pa iti domov, pa si iti v jame živeti, ampak ko smo enkrat stopili na oder, v bistvu smo videli, da nam je tudi zelo blizu, no pa da je sicer ful razlika, valjda, za mikrofonom, kot je noben ne vidi, ali pa na odru sad, ampak uživamo in v enem in drugem. Kakšnih bo naslednjih 25 let? Bolj počasni, ker ne moramo več tako hitro. Ne, bomo videli, kam bo šlo, ne. Dejan Vedlin, 1. april 2001. Kakšen spomin na ta dan? Dan, ki je spremenil življenje, definitivno, čeprav takrat absolutno nismo razmišljali o tem, da se bomo 25 let kasneje še o tem pogovarjali. Bila je nedelja, kar je zanimivo. Takrat smo prvega snemali in smo se en dan prej dobili, smo nedeljo posneli potem za ponedeljek. Tako da zato 1. april ni bil v etru, ni bila v etru prva zgodba Milana, ampak je pa bil prvi posnet, ja. Kolikor vas poznam, si ti najbolj strukturiran in najbolj planiraš stvari, si vedno pripravljen. Si takrat vedel, kakšen je cilj Reporterja Milana? Torej, hotel si povedati najmanj kreativn, hvala lepa, smo razumeli. Ne, nisem tega želel povedati, si pa pač, mislim, koliko vem, sta malo bolj razpuščena sta tvoja soustvarjalca. Samo nočem povedati tega v slabem smislu. Ne, mislim, pač jaz imam malo drugačen pristop, ampak takrat na začetku moraš vedeti, da sva bila midva s Tinetom še absolutno na začetku tudi svoje kreativne poti, na tak način smo se skozi leta ogromno naučila. O cilju zdaj, kaj pa bo, pa iz tega takrat nismo razmišljali, nam je bilo samo pač ok, našli smo eno formo in ta forma je novinar, ki sprašuje.
ti zdaj v tem primeru, ne, in pač nekdo, ki odgovarja in da na naš način obdelamo te aktualne situacije, ki so in so zanimive ljudem. Kam bo to šlo, pa na kak način bo šlo, pa se pa je zadeva razvijala, ker je to tako vsako kreativno delo, ima eno svojo genezo, še vedno se razvija, ampak zdaj je forma že kar nekaj let, bomo rekli. Pardon. Kar nekaj let. Se pozna. Ja, kar nekaj let že kar fiksna, tako da. Reporter Milan ima 6 jajc, ampak nekako ti začneš v bistvu vse skupaj in tebe kličejo Milan, tudi v Milanu, pa verjetno kdaj kdo tudi na ulici. Kako si sprejel ti to vlogo? Na ulici me redko kdo kliče Milan, pa veš zakaj? Ker me na ulici redko kdo tudi kje sreča. Ker hodiš prezgodaj. Ja, pač delitev vlog je bila in tako je bilo nekaj kar naravno, ker tudi takrat, ko smo začeli, sem jaz pač že delal kot moderator v Etru in je pač ta naravna, pač je bila ta nekak vloga, pri kreativnosti pa jasno, da je pač ta levji delež pride očalce, mi dva s Tinetom, pa dodava v procesu kreacije, pa ne nazadnje tudi Tine potem v procesu izvedbe. Ti nastopaš v Reporterju Milanu resno, ne, kot izpraševalec novinar. Kak je težko zadrževati emocije, smeh in vse skupaj, ko zdaj nastopata dva zelo zanimiva lika? Tako bom rekel, da komaj čakamo na kaki moment, ko se pač zgodi, da vsi skupaj prasnemo smeh, kar je zanimivo, da se po 25 letih še vedno dogaja, kar pomeni, da nismo zgubili tiste neke igrivosti oziroma iskrice pri tem, ne, je pa res, da je, veš, ko ti nekaj narediš na tisoče krat, neke stvari postanejo avtomatizmi in me tak zlahka tudi več ne vrže iz tira. Zdi se mi prava oseba, da bi vodil evidenco, koliko je Milano? Ja, Milano, vse smo računali, ampak številka je krepko preko 5000. Točno pa ne ve noben. Imaš kakega najljubšega? Ja, imam enih par najljubših, ampak če bi moral zdaj z glave, je potem ta zgodba o festivalu duhovne glasbe, kjer smo prvič imeli tudi muziko, takrat naredili prvič ta instrument, vzeti znano melodijo, pa narediti gor svoj tekst. Smo bili tudi eni od prvih, zdaj se to uporablja v številnih ostalih oddajah, pa hvala Bogu, da je tak. In pa tudi afera Čista lopata, ker smo takrat, se mi zdi, da prvič tak javno, vsi so vedeli, o čem govorimo, ampak uporabili smo zidarske izraze, kot so fršolanje, zaribavanje, ne, plajbe vun, ne, in mi je to tak bil en tak mejnik takrat, ja. Reporter Milan je imel CD-je, se spomnim kot otrok, ki me je mnogo predstav, ima recimo za to 25-letnico 5-urni program, imeli ste silvestrovanja. Kaj vse še lahko ponudi Reporter Milan? To je zdaj dobro vprašanje. Bolj vprašanje energije, ker volja je. Vedno znova iščemo neke stvari, ki bi jih lahko, ki jih še nismo. Ena od teh, lahko zdaj povem, še nerealiziranih je zagotovo film. Tako da bomo videli, nekaj se malo tako o tem pogovarjamo. To bi bila še ena taka stvar, drugače pa ja, smo pa toliko stvari že naredili, ker smo imeli enkrat v silvestrskem programu Joža Špringer šel, ne? Mislim, da od tam težko greš više, ne? Evo, in še za konec, morda malo provokativno vprašanje, marsikdo je v preteklosti popisal fenomen Reporterja Milana, pa hkrati omenjal plehki humor, tičavun humor in še nekaj teh oznak je bilo. Se vas je kdaj to dotaknilo, pa kaj vi mislite o teh oznakah? Ne, zato ker 25 let kasneje smo mi še vedno tu, kje pa so ti kritiki oziroma kaj so pokazali. Zdaj morate vedeti, da to pač je satira, ki ima na voljo nekje 3 minute in v teh 3 minutah ti ne moreš poglobljenih zgodb delati, oblikovati karakterjev, karakternih lastnosti, ne, to mora biti na prvo žogo, mora biti hitro razumljeno, ampak tak je pri Milanu je tak, če lahko ga poslušaš tak skozi plehi humor, lahko si vzameš čas, poslušaš še enkrat, še dvakrat in najdeš, kje so pa še ene druge sporočilnosti na drugih nivojih noter. Pa če si nekdo ne vzame časa, vse je prav, samo da smo zdravi. Še danes poznam ljudi, ki se v delavnici ali pa na delovnem mestu ustavijo v trenutku, ko je objavljen Milan.
kaj vam to pomeni? Največ, v bistvu, to je največ, da postaneš na tak način. Seveda, mi smo po eni strani nekako oblikovali ta mariborski, samoironični, malo bolj čvrsti humor, ga na nek način definirali, po drugi strani je pa to največ, da ti veš, da lahko vse za nekaj trenutkov, par minutk, nekoga odtegneš od vseh skrbi, problemov, ki so, in se vsaj v tistih parih minutah nekdo fajn počuti in gre potem malo lažje skozi dan. To je največji poklon, ki ga lahko dobimo od naših poslušalcev. Matjaž Šalamun Šalca, 25 let kasneje, vrnimo se 25 let nazaj, kak je bil tisti dan? V bistvu, ko sem šel na radio, v bistvu nisem točno vedel, kako bo izgledalo. Mislim, ko sem prišel tja, pa sem videl dva več ali manj izgubljena sodelavca, ki sta vedela še manj od mene, si nisem mislil, da bo to trajalo 1 leto, kaj šele 25. Spomnim se, da smo potem premaknili datum na 1. april, ker 1. april je bil nedelja. Mislim, da smo celo res se v nedeljo Dublin snemali za ponedeljek oziroma naredili pač neki poskus. Teh Milanov prvih ne rad poslušam, ker ima Vedlin taki glas, kot da se še bril ni, in bili so predolgi. Po drugi strani pa, že od začetka smešni, ker poslušalci so to sprejeli. In zato tudi trajamo 25 let. Je pa res, da če to delaš z veseljem, da če to delaš v okolju, ki ti vedno znova da teme, če imaš, bom rekel tudi, in to rad povem, pa ni prvič, tudi ne nazadnje Večer, ki je neizčrpen vir informacij in bom rekel največ tem idej osnovnih smo ravno dobili iz časopisa Večer, potem je laže. Se vam je kdaj zgodilo, da ni šlo skozi snemanje, da ste se dobili pa ne posneli? Ja, zgodilo se je tudi, da smo posneli. Sem pol jaz rekel, zbriši. Bili smo malo po domače v Sajtnotu, ampak tudi to se je zgodilo. V bistvu je redko kdaj imamo Milana pripravljenega prejšnji dan, oziroma nimam pripravljeno nič, dok se ne vsedemo. To ni zdaj neodgovorno, ampak to je naš način dela. Pridemo, Tina zbere 3-4 teme, potem se pomenimo, kjera bi bila primerna, vidimo, kakva je energija in se lotimo dela. Zdi se mi, da če bi bilo nekaj pripravljeno naprej, da ne je bilo tako spontano in pristno. Nekateri poznavalci pravijo, da se je Milan sedel v zavest raje mariborske, predvsem zaradi tega, ker se lahko poistoveti s tabo kot nekim poprečnim Mariborčanom, pa čeprav to dejansko nisi, ne, glede na vse svoje vloge in funkcije iz preteklosti, ampak da res lahko zadaneš žebljico na glavico za vse Mariborčane in Mariborčanke, pa za velik delež njih. Fora je, da jaz se najboljše počutim kot poprečen Mariborčan, res. Zato ideje, ki so bile v preteklosti, ti moraš biti župan, ti moraš biti ono, ne. Jaz vem, dokot moja sposobnost seže, kaj sem sposoben delati. Humor in poprečen Mariborčan, ker poprečen Mariborčan je zabaven in smešen, pač to je moje izročilo in jaz se res kljub nekaterim funkcijam drugim najboljše počutim v svoji koži, ko se pred trgovino pogovarjam isto s poprečnim Mariborčanom, ki mi naredi obnovo 2 ali 3 Milanov in mi reče, to ste edino pozabili reči. To imam rad in to me nekako polni z energijo, zato prav imaš, poprečen Mariborčan. Nisem tega trdil, samo omenil sem tvojo zmožnost razmišljanja na način številnih Mariborčanov in Mariborčank. Mogoče še to, kaj pripravljate, 25-letnici. Je to sploh neka prelomnica za vas, glede na to, da ste še vedno kreativni? Ja, zdaj, tako bom rekel, ko se menimo v res takih okroglih obletnicah, brez da delam neko paniko, pa zaradi našega staža, ne nazadnje tudi Emšota, pa vseeno rad rečem,
da je zadnja okrogla, ne? Čeprav zdaj ne želim si tega, ne? Saj tudi 30 je okrogla. Veš, tako je bilo, ne, dobro, dajmo delati 1 leto, bomo videli, dajmo delati 5, 10 in naenkrat smo tu pri 25. Jaz sem si srčno želel, da bi koga iz mlajših za svojim delom spodbudili, da bi se podobne stvari lotil. Je pa po drugi strani to izredno težko na dnevni bazi delati, ne. Dok je volja, kreativa, mi se še vedno imamo izredno fajn pri snemanju Milana. Tudi jutri bomo 5 ur, to se pravi, to je približno 20 vstopov, 20 Milanov se kregali sami sabo v živo. Tako da ja, dokler uživamo, bo to trajalo in dok bo odziv poslušalcev takšen, kot je, absolutno ja. Dejan, sem že to vprašal, številne oznake v preteklosti, se upravičujem. Dejan, sem že vprašal v preteklosti številne oznake o plehkem humorju, ampak Dejan pravi, ne, 25 let smo že tukaj, vse na to nek dokaz, da je tudi sporočilo skozi Milana bilo v teh letih poslano. Jaz vedno, mislim, ko tudi slišim te očitke, normalno, da je vedno manjšina glasna, tako je, vedno rečem, ljudje sodijo, kaj je smešno in kaj ni, ne. Zdaj, če imaš ti vse skupaj 600 prodanih predstav, pa 8-krat prodaš največjo dvorano v mestu z humorjem na zelo neugoden datum, kot je 25.12., pač so družinski prazniki, bolj jaz mislim, da je brez veze, da se pogovarjamo, kateri humor je pravi in kateri ni, ne. Če si ljudem smešen, si smešen, zdaj, ali je plehko ali ne, mi za humor nijamo šole, ne. Jaz pravim, da smo mi našo mariborsko energijo, štajersko in štajerski humor ponesli po celi državi, mi se tega držimo in sigurno je, da se bo vedno kdo našel, da bo rekel, da to ni nivo. Zdaj pa jaz bi rad resnično vprašal enega tega, kaj pa je nivo humorja, ne. Kolega Sašo Bizjak, naš fotoreporter, je ob tem, ko smo prihajali, sem omenil še predhodnico Milana, hvala Bogu, da je konec vikenda, ne, in kakšne zasluge ima recimo tisto početje iz preteklosti na to, da je Milan takšen, kot je? Ja, mislim, tisto so res bili, bom rekel, začetki radijskega humorja v Mariboru. Bom rekel, neki radijski Monty Python. Humor, ki je bil zelo direkten, ampak mogoče ne tak čisto uličen, kot je reporter Milan na prvo žogo. Je pripomoglo, sigurno, ker z HBDKV sem se tudi jaz osebno postavil na zemljevid radijskega humorja in verjetno, če tega ne bi bilo, me bivši lastnik Radia City ne bi pol 6 mesecev pisal, da nekaj rabi naj prijem delati, ker potrč na konkurenčnem radiju bo tudi stradal za to, da bi oni bili bolj poslušani in tak pač je bilo. In verjetno, ja, HBDKV ima zelo velike zasluge, to je bila top ekipa in priznam, da vsaj 3-4 krat letno po uro ali pa 2 še vedno poslušam in moja reakcija je, da čeprav noben je bil na tabletah, da se nam je nekaj hudega pod narekovajem moglo dogajati, da smo to ven spravili, dobro, ja, mislim, HBDKV sigurno ima zasluge. Ok, za konec še tvoja želja ob 25-letnici reporterja Milana. Ja, moja želja je v osnovi ta, da se v mestu ne bi tepli in kregali in se več smejali, ne. Ne glede, če si črni, rdeči, ne glede na pripadnosti, vse razprtije. Vidim, opažam, da te tenzije nekako naraščajo, da je mogoče premalo dobre volje, ker z smehom in dobro voljo se da marsikaj rešiti. Še bolezen premagati, ne pa nekih brezveznih stvari, okrog katerih se ljudje kregajo.
Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.